Pa prideš tam v Umah prevzeti one štartne pakete in se pač tam zraven bili tudi oni, ki so šli na milje. In sem si rekel, oh my god, milje, kaj je to? Popolnoma nepredstavljivo. In sem rekel, ko bom pa velika, pa bi pa tudi jaz enkrat šla na milje. Če res nosečnost ni, saj za kakšne ekstreme, takrat ne misliti sam na sebe, ampak tudi na tistega čmrla not v tebi. In meni se zdi, da se je Idrija izkazala za ena taka dobra trail luknja, ali pa naj rečem. Se mi zdi, da zna Idrija skupaj stopiti. Anja Deželak, živjo! Hello. Kako si danes, Anja? Pa jaz sem po večini kar zmeri v redu, no. Edin, kadar nisem, takrat pa ne. Všeč mi je, da sem se zmenila za tale pogovor na dan, ko si v redu, no, in to, da si v redu, bom izkoristil, da s tebe zvabim kakšno zanimivo zgodbo, pa kakšno dobro informacijo, pa kakšne prigode, ki so se ti dogajale na tvojih tekaških poteh. Je to vendarle tekaški podcast, spoštovani in spoštovane? To je že 64. epizoda, tako je podcasta Zagreti za tek z mano. Danes pa tekačica, trailašica, kolesarka, oblikovalka, organizatorka dogodkov, voditeljica, trenerka, žena in mati, idrka v Trbovljah, tekaškem občinstvu pa znana kot Anja Deželak, še bolje kot Anja Čipka. Ja. Anja, evo, hvala, ker si se odzvala v vabilu. Najbrž ne rabim dvakrat ugibati, zakaj Čipka, ampak za najino občinstvo prosim, zakaj Čipka? Pravzaprav pojma nimam, zakaj se me je ta nadimka, nickname prijel. Predvsem sem tale nickname dobila, ker sem se pač preselila v Trbovlje. Je pa še eno dejstvo, res sem Čipka, ampak klekljati pa prav ne znam. To sem si pustila za pol na stara leta, ker ne mogla več laufati, bom šla na tečaj klekljanja, po mojem. Ne vem sploh, kdo mi je tole opisal. Pač zdaj sem kar Čipka in marsikdo sploh ne ve, da mi je ime Anja, da se pišem Deželak, poznajo pa me kot Čipka, kar mi je konec koncev prav v redu. Če drugega ne, imaš na roki tetovirano to idrijsko posebnost, kaj ne, ja? Ja, imam. Naklekljano na en način, ja, zato da se lahko predstaviš tudi v tujih deželah, ker Čipka ne znajo izgovoriti tako lepo, kot znamo to Slovenci. Ja. In če sva že v tekaškem podcastu, Anja, si danes že tekla morda? Ne, nisem. Odličen odgovor. Po pravici povedano, sploh ne vem, če bom. Ker pri meni ni tole čez zmeri vsak dan sestavljen del dneva, je pa dostkrat, no. Danes pa še ni bil. Ja, lepo, pošteno si to povedala. Ja, sicer moj dragi prijatelj Jani Mulej prav, dan brez teka je izgubljen dan, jaz pravim, ja, kaj pa dnevi počitka, ne? Tudi to rabimo večkrat, včasih je dnev počitka več kot dnev treninga, ampak menda pravijo, da se tako na takrat, ko počivaš, dela forma po kondicijah, ki se mišice sestavljajo, tako da... Si prav tizga zaresna počitka je dejansko bolj malo, jaz se ukvarjam še s toliko drugimi stvarmi, da enostavno kdaj mogoče zmanjka cajta, da bi še laufala, predvsem pa, kadar si enkrat mami, je počitka zelo malo, pa tudi ta ni tako, kot je bil prej. Zato so se domenila, da tole spostavila do poldne, ko imaš kakšno urico mogoče časa, ne, za take hece. Tako. No, Anja, preden se poglobijo v tvojo tekaško kariero, kaj pa vendarle še počneš, kako pa izgleda tvoj dan, no, da si malo predstavljamo, kaj Anja... Pišem moj klasičen dan. Recimo. Običajno se ponoči parkrat zbudim, pa se pa zjutraj zares zbudim,
Poštimam tam malo, ga pelem v vrtec, pridem nazaj, se usedem za komp, pol probam odšihtati, 6 do 8 ur tega grafičnega oblikovanja, pol običajno prije spet tam malo domov in je naprej akcija, pol imam pa kakšne popoldanske vodene vadbe, če jih nimam, si probam utrhati kakšna urca za, malo pa laufati, malo na kolo, malo plavati, karkoli. In to so tisti klasični dnevi, no. Kadar pa si zaželim malo dopusta, se pa pač moram pol na ena tekma prijaviti, da imam približno 2 dni prej pa to. Če ne si težko vzamem. Lepo si opisala plastično tole, ja, pa še v tem tvojem žmohtnem, avtohtonem narečju tam iz Idrije. Kako te pa, zdaj, ko si primožena v Zasavje, razumejo lokalci, vidim, da pač še nisi nič začela vleči na mat kurja. Sem mi že vteče, kakšna beseda. Ja. Upam, da za dan si pripravil podnapise ali pa da vžvihne roka, če kje na zastopu, sem malo pa matra, da ti prav povedati. Pa tukaj v Zasavju se mi že kar navadili. No. Zelo mi je zabaven, ker se kdaj trudijo, da bi pač govorili pa idrska, ne, sam jim res nahri. Se mi zdi, da meni gre bolj trbovska govorica, kakor nem pač idrska, ne. Ne vem. Je pa tudi res, da moj tam malo tega govori, govori razločen in vsi pravijo, da se pač ne more odločiti, da bi govoril pa trbovska, bi govoril pa idrski in pa kar nekaj, tako ena kitajščina slišati, ne vem, te bo spelal. Mislim, da bo tvoj dragi sine izumil nov dialekt v Sloveniji, kot da nimamo še dost teh dialektov, ki jih noben živ boh ne razume, ne? Rabimo zdaj še mešanico idriščine in zasavščine, vrhunsko bo tole. Zelo z veseljem, no, sem te povabil, tudi zaradi tega sem rekel, ko prebiram tvoje objave na Facebooku, brez izjeme objavljaš zdaj v svojem avtohtonem jeziku te objave, in jih je prav že zaradi tega prav zabavno brati, kot da bi bila to neka dolgočasna zborna slovenščina. Si se namenoma odločila, da boš objavila tako, ali je to prišlo kar samo od sebe? Pa jaz vem, da sem zaradi tega našega dialekta včasih se ful tako slabo počutila, no, malo me je bilo sram, sploh ne vem, recimo na faksu pa to, pa te predstavitve pred tablami in bla. Skozi mi je bilo narodno, vsi so se delali, ne razumem. Dejansko to ni res, ne. In pol sem enkrat prišla do te točke, da pač jaz sem z Idrije in velika bom skrivala, slabi bo izpadel. In sem rekla, dajmo biti taki, kot smo, ne. In zdaj taka, kot sem, če kdo kaj ne razume, vpraša, se pa trudim, povem, ampak jaz mislim, da je point, ker vsak razbere iz vsega, iz tega, kar govorim, ali pa iz tega, kar objavljam, no. Ja, jaz mislim, da tudi zaradi tega, Anja, nebrž nisem edini še kdo je taka, ne. Tvoje objave preberemo kakšno 2-krat, ne. Pa bi rekel, ja, ne samo zaradi tega, ker so tako dobre, ampak ker jih za razumevanje rabaš res prečitati natančno, pa potem pobrskati po idrijsko-slovenskem slovarju, pa najdati pač ustrezno pomenko. Tako da veš, a je bila Anja na 50-100 miljah in nas je počutila dobro. Ali pa moče ne tako dobro, ne. Mi pa povej, ker nekaj pa ima ta skupnega, tvoj nekdanji in sedanji dom, ne, to je sigurno so to premogovniki pa rudniki, ampak ti se ne ukvarjaš s tem poslom. Kaj te je zaneslo iz Idrije v Zasavje? Ja, iz Idrije v Zasavje me je zanesla čisto sam ljubezen, pa ne ljubezen do rudnikov, ampak ljubezen do moža, tale love story pa to. To me je zanesel in sem vesela, da me je zanesel. Kakšen mi sicer reče, iz Idrije si šla v Trbovlje, v tista luknja in pa si rekel, halo, videli si doma, Idrije, luknja, Trbovlje, isto luknja. Ampak meni se zdi, da kamorkoli greš, se preseliš, ti je lahko lepo, če najdeš pač ta prave ljudi okoli sebe. In jaz moram reči, da sem se pač in v Idriji in v Trbovljah se počutim super in to verjamem, da ima zasluhe sam ti ljudje, no, ki so okoli mene.
zaradi katerih se počutim dobro, pa s katerimi marsikera stvar počnemo in me suportajo in jaz suportam njih in mislim, da je to pač razlog, zakaj se v Trbovljah počutim fajn in sem vesela, da me zanese sam, no. Super. To si tako lepo povedala, da verjamem, da kamorkoli bi te postavili, tudi na Mars, bi tam najdla sredino, kjer bi se ti dobro počutila pa ljudje okrog tebe. Ne čudem ga, no, da si potem eno glavnih organizatorskih imen tudi v Idriji, ampak do tega še prideva. Prej mi boš povedala, zadnjič, ko so se imela za ta pogovor, si rekla, joj, ampak jaz sploh nisem taka prava tekačica, tekaški podcast, no, ampak kdo drug kot Anja Čipka, ki je za sabo pustila cel kup moških, ne samo na maratonu, tudi na kakšnih ultratrailih, bi bila prava moja sogovornica. Ampak kaj v osnovi te je potegnilo v tek? Ti si vsestranska športnica oziroma gibalka, rekreativka. Kdaj si pa recimo se začela spogledovati s tekom kot s čim drugim, kot samo nekim prostočasnim tekanjem za bistritev glave? V bistvu jaz realno tečem ne toliko ful dolg, no. Vseh sort sem prej počela, od kolesarila, badminton igrala, od bojka, kot majhna sem trenirala akrobatika, plezala sem, tek mi pa nikoli ni bil neki zelo ljub, no. In zdaj sem tudi imela v eni osnovni šoli, sem me povabila, da sem malo kao predavala, pojala otrokom svojo zgodbo in sem rekla, ker sem da jaz toliko stara, kakor ste bili me tek tudi približno ni zanimal in tudi to je v redu. Vem, da sem, mislim, tek prva punca, ki me je v to malo nagovorila, da je moja prijateljica Martina. Ona je s svojimi kolegicami skozi neki laufala, jaz sem takrat kar veliko kolesarila in vse, kako ste vi, bom zdaj hrdo rekla, pretegnjene, tele kar laufate, neke 20, 40, ki prijavljali se na teh 67 kilometrov v Istra in sem rekla, kako vam ni jasna, ne? Pa rekla, pa daj pet enkrat z nami, se ti bo cool. In nekako so pol, se ne vem, je bila to kakšna stava, fora, ne vem, ko jaz rekla, mogoče bi se pa enkrat prijavila na Ljubljanski polmaraton, to se mi je zdelo totalno nepredstavljivo, 21 kilometrov ceste odlaufati. In pa sem se v bistvu leta 2015, kar je bilo praktično 6 let nazaj, sem rekla, no pa bom in pol sem malo bolj redno začela teči. V Idriji imamo taka ful lepa sprehajalna pot, reče se Irake, in tisto je v obe strani dolgo 5 kilometrov. In to je bilo meni optimalno. Večkrat sem šla kje na Rake, zelo lepa narava, uživala sem. In pol vem, da me je bilo skozi bolj strah, valjda, polmaraton se je bližal, pa sem rekla ti, Martin, sem rekla ti, jaz ne vem, če sem lahko to prelaufala. Jaz zmeri prelaufam teh 5, to bo pa 21. In je rekla, da je greva ena malo bolj dolga, danes narediti sam tista, ne, da te nam strah. No, in jaz si tak, ker veliko govorim, tudi med laufom, če se da, ker veliko govorim, da se vam pač fajn. In so laufale in se vrnemo nazaj. Je rekel, koliko pa ti kaj misliš, nisem imela nikoli ure, še zdaj eno uporabljam. Je rekel, koliko pa ti kaj misliš, da so prelaufale, pa se reka, blahe vezenim, ne vem, 10 kilometrov. Reka, ne, prelaufale so jih kar 20, je reka, tako da jaz mislim, da si zdaj pripravljena za polmaraton. Se reka, pa sem, ne? In je prišel ta dan D, ko sem šla na Ljubljanski polmaraton, prelaufala in ko sem prišla v cilj, moram reči, jaz sem res rekreativka in res sem počasna, skozi bolj, ok, nisem nek ful brzinc, ki bi postavljala neke rekorde in ko sem prišla v cilj, sem rekla, to je bilo to, ali ko, mogoče grem drug let pa kar na maraton. In ko sem to povedala kolegam, sem rekla, ne, to moraš, ne vem, koliko maratonov prej prelaufati, polmaratonov prelaufati, da se sploh prijaviš na 42. Danes sem to kar malo pohtela, no, in sem šla drug let pol res na maraton. Pol sem povedala, da v bistvu bi mi pa to bilo kar zabavno, no. In sem tako začela pol odkrivati svoje meje in mislim, da jih še danes odkrivam. Ja, vseeno moraš povedati, no, da si prvi polmaraton tekla pod 5 minut na kilometer, kar je za nekega cestnega rekreativca. A vidiš, da ne vem. Podatek, ja, no, sej se ram številk, sej namaramo toliko številk, ampak jih vseeno vsi našpičijo ušesa, ko to poslušajo. Ja, ampak še bolj pomembno pa je, da si šla letos zatem na maraton. Ja.
poznam dosti kreativcev, ki se za maraton resno pripravljajo celo leto in jim je cilj, 4 ure maraton odlaufati, kar visoko zastavljen. Ti si šla takole na pol mimo grede, pa si ga odlaufala 3 ure 39, kar je že za moške vrhunski rezultat, kaj šele, za ženske. Kako si se pa po tistem maratonu počutila takrat, si vsaj imela kaj muskel fibra, je bil vsaj to, si vsaj doživela maratonski zid ali nič od tega? Moram reči, da cestni maraton mi nikoli ni bil prav fajn in jaz sem ga v bistvu 3-krat sem ga prelaufala, 2-krat v Ljubljani, 1-krat pa na stadionu in ta prvič, ko sem šla, sem rekla v cilju nikoli več in pol so se dogovorile z sestro od mojega moža, da bom šla še z njo, kaj je imela enkrat želja in smo jo prijavili za rojsten dan in je pol ona odpovedala in pač jaz sem mislila, da bom takrat šla kot support zraven, pa je pa kar naenkrat tista štartnina dala mojemu možu in sem vedela, da ne bom jaz support in da bo on meni support in sem trpela mogoče še bolj, kakor sem trpela prvič in potem sem rekla, da pa res nikoli več, okay? Ker tele ceste pa to ni za mene. Vsaj 42, ker ne, no. 21 rem za užitek, 42 pa, ko povem, tam se mi obeta, da ga bom mogla vsaj še enkrat, no. Glede na moje plane. Aha, no. Se mi je zdelo, da ni še ta zgodba končana. No, za tiste kreativce tam zunaj, ki jih je tudi strah in groza tega maratona, kaj bi Anja Čipka povedala o svojem treningu, recimo za svoj prvi maraton, je to pomenilo, 3-krat na teden, je to pomenilo 5-krat na teden, je to pomenilo 50 kilometrov približen. Ne moram reči, da jaz ful ne maram številk, no, pa ful ne maram biti obremenjena z nekimi treningi. Jaz pravim, da za vse svoje cilje, ki jih dosegam, je to tak način življenja. In ni, da bi striktno sam laufala. Se pravim, jaz hodim tudi na kolo, hodim na vodene vadbe in meni se zdi, da to vse prinese k neki taki splošni fizični pripravljenosti, pa res, jaz nikoli nočem biti obremenjena s cajtom. Koliko cajta bom jaz laufala, ali polmaraton, ali maraton, pač to je ful odvisen tudi od dneva, no, pa trofiš lihun dan, ki si pa slabo razpoložen in zdaj se tam na pol dajo, zato da bo šlo 3 ure 30. Ko povem, kdaj gre, kdaj ne gre. Probaš čim več cajta se imeti fajn, no. Nimam tistih tekaških treningov, pa rečem, pa 100 kilometrov na teden, kje vam jaz cajta 100 kilometrov na teden predlaufati, ni možno, vsaj zdaj v tem momentu. Vse včasih, ko nisem imela tam avha, pa sem mihala od jutri do zvečer, je bil cajt, pa se pa tole malo skrčno. Ja, če bi Anja trenirala 100 kilometrov na teden, ne bi govorila več o številki 3 ure, ampak 2 pa neki, ja. Ja, to se bojim, ja. Pa je super in na štrom. Tudi to še prihaja v so novo tehnologijo od karbona do štroma, rečemo temu. Ampak kaj se je tebi zgodilo med prvim in drugim maratonom v Ljubljani? Je si vendarle pomembno povedati, rodila si sina in mislim, da to je bilo manj kot leto, slabo leto po porodu si bila na štartu tega drugega ljubljanskega maratona, ki si ga tekla z možem v 3 urah pa pol. Kar impresiven dosežek, recimo za mlado mati, ki energijo jemlje, ne samo otrok, družina in druge obveznosti, pa tudi fokus in tako naprej. Ti si šla pa kar na maraton, ko tekla še 10 minut hitreje kot 2 leti pred tem prvega. Ja, v bistvu moram prvo to poudariti, da takoj po porodu nekaj forsirati, začeti polno športati, začeti polno laufati, ne vem, če je pametno in bom priznala, da sem mogoče tudi sama podlegla malo tem instagramerskim foram, koliko je treba takoj po porodu nazaj v akcija in mogoče sem si s tem naredila tudi malo škode, ampak moram zdaj potrkati, da sem te stvari kar uspešno sanirala. Tako da vsem mladim mamicam stop, da ima počasi, če bi še enkrat bi malo bolj vezi. Bila je pa, v bistvu ni bil maraton moja prva stvar takoj po porodu. Takoj po porodu sem jaz imela želja se udeležiti triatlona.
ker je pač lauf tudi sestavni del tega in sem, mislim, da nekih 7 mesecev potem, ko sem rodila, sem se udeležila tega polovičnega Ironmana v Kopru. In ja, mislim, v bistvu, ko imaš porodniška, imaš še največ cajta trenirati, ne? In jaz sem to delala, nisem pa zdaj spet neki brutalno laufala, kolesarila in vse skupaj. Ampak očitno mi je, ne vem, vse skupaj pomagalo, da sem pa lahko še na tem ljubljanskem maratonu, ko bi mogla iti kot support, pa nisem pa še toliko boljše odlaufala, ne. Vse skupaj mi je dalo mogoče malo motivacije, zagona, malo več pripravljenosti in to je bilo to, ne vem. Ampak resno, v easy, ni treba je takoj par mesecev po porodu na maraton, res ne, tega ne rabimo delati. Ja, super napotek, no sej, recimo moja žena je tudi svoj prvi in edini maraton odlaufala 9 mesecev po porodu, ko je to razlagala recimo trgovkam v DM-u, ko je hodila po plenice, so vse zmajevale z glavo, pa trdile, da prvih 6 tednov pa sploh nič ne smeš narediti, pa po naslednje 3 mesece skozi manj. Da je meni všeč bil tudi tvoj quote nekje iz enega intervjuja, ko si rekla, da te podobe iz Instagrama, socialnih omrežij, ko mlade mamice že iz porodnišnice pridejo skoraj da six-packi in v polni formi, delajo več škode ostalim ženskam tam zunaj, ki imajo potem več, rekel, težav s tem, ko se primerjajo, kot pa da bi jih to motiviralo, kot ti praviš, da se po porodu recimo počasi spravijo pač nazaj v neko fizično kondicijo, ne? Ma ja, se mi zdi, da nasplošno, no, jaz nisem nek ful privržen z teh socialnih omrežij, sej objavljam, bolj zaradi tega, da tudi sama kdaj za nazaj pogledam, kaj vse sem doživela, pa kaj sem takrat tuhtala, kako se mi je kaj zdelo. Sam je pa res treba, no, z ene take distance vse skupaj pogledati, predvsem poslušati sebe, ne biti preveč obremenjen s tem, kaj vsi počnejo, pa konec koncev vse tako prav. Sej ne moramo biti vsi za lauf, ne, pač enem to paše, če ti pa ne paše, pa tudi nič narobe. Pač važno je, da počneš ene stvari, v katerih uživaš, ki te veselijo. Zdaj, če pa tu lauf, pa tudi super, ne, če pa rad badminton špilaš, pa špili badminton, pač ni nekaj, da, ne vem, da boš se imel fajn, da boš fit, da boš zdrav in to je to. Ja, jaz sem se že z marsikatero pogovarjal, pa rekla, če drugega ne ti praviš, ja, saj takrat imaš čas po svoje res, posebej, če imaš še partnerja, ki ti suportira vse ostalo, ne, da po drugi strani pa tudi morda rabiš malo odklopa, ravno te 14 ur na dan, materinstva, konec koncev rabiš tisto urco časa zase, pa da si malo glavo spucaš, pa da greš na vse zadnje ven, ali pa med ljudi, ali pa kamorkoli samogmajno, pa se tako prepucaš. No, tako da najbrž se tudi to zadevno ni težko motivirati, da se greš gibati, recimo. Ne? Ja, ne, meni se zdi, mogoče sploh mamice kar hiter pol, ko prevzameš ta nova vloga, mogoče kar pozabimo malo na ves ta svet okrog nas, ne. Konec koncev tam malo raste, ti si pa še skozi ti, ne, in jaz mislim, da rabiš ohranjati vse to, kar si bil, tudi če je malo težji, pa res, kot si rekel, pač malo si glavo spucati, malo preluftati in priješ pol domov z malo nove energije, malo več elana in se mi zdi, da če pa skrbiš zase, lahko tudi ful več daš tvojemu otroku, partnerju, prijateljem in tako dalje. No, če greva čisto pol koraka nazaj ali pa enega nosečnost in športanje, recimo. Ne? Ti si pač aktivna praktično celo življenje na način zelo v različnih dejavnostih. Si bila najbrž tudi med nosečnostjo, po drugi strani poznam tudi tekačice, ki praktično do pozne nosečnosti skoraj da maratone laufajo. Kaj si ti delala recimo med nosečnostjo, kako si se ti lotila tega izziva in kakšno mnenje imaš recimo o tem, kaj si lahko recimo ženska privošči v tem stanju? Ja, jaz sem imela, moram reči, ta sreča, ne, da sem lahko mihala praktično do zadnjega dne, bi rekla. Ne vem, če obstaja nek recept, da bi lahko rekli, mama, to moraš delati, to je fajn, to ni fajn. Jaz mislim, da je zelo važno tudi, kaj počneš prej in je tvoje telo navajeno, ne vem, biti v nekem športu ali kakorkoli.
predvsem je pa zelo važno, da poslušaš sebe in da ni nič važno, če je prijateljica tekla do, ne vem, 7. meseca nosečnosti, pa če te po 5. ali pa 4. mesecu že napaše, ne rabiš, a ne? Mislim, da res rabiš sebe poslušati. Jaz sem kar dosti tekla, no, ampak pa sem pohodila na razne vodene vadbe, ampak bom rekla z veliko neke kontrole, no. Probala sem biti v gibanju, pa če je bil to sprehod, ne vem, pohod v hribe, karkoli. Predvsem to, no, res, da poslušaš sebe in da veš, kva te ustreza, v čem se vidiš in, ne vem, brez kakšnih ekstremov, mogoče res nosečnost ni tajt za kakšne ekstreme, takrat ne misliti sam na sebe, ampak tudi na tizga čmrla not v tebi in da lahko narediš več škode kot koristi, pa tudi pora je v tem, ne, da posledice se pol kaže, a ne, sej med nosečnostjo se ti zdi vse okej, pa si pa rečeš, kva sem pretiravala ali pa kva sem to zasrala in pol, kakor sva med dva šla zdaj en korak nazaj, tam ne moreš, a ne. Tako da na to tuhtati, na sebe, pa še na vse ostalo. No, to je dober napotek, ja. Bolje morda včasih takrat narediti korak nazaj, ko je še čas, pa kakšno stvar pustiti za kasneje, ko je časa več, pa tudi priložnosti, pa bom rekel, telesnih odpustkov. No in zdaj mi je prišlo na misel, ja, malo se govori recimo o športu, tudi o razliki med moškimi in ženskami, ne samo o dosežkih, ampak predvsem o izzivih, ki jih imate, predvsem ženske iz vidika telesa pa kemije telesne bistveno več. Ne vem, nas poganja pač tudi testosteron in to je, ta stvar gre samo v eno smer. Pri vas je estrogen bistveno bolj muhast, ne? To gre vije vaja, levo, desno, ne? Pa so tudi menstrualni ciklusi in vse ostalo. Kako ti gledaš na to, no, ta primerjava? Večkrat pravijo, no, pač ženske so danes lahko enakovredne moškimi športnice, kar tudi so, ampak po drugi strani je treba tudi vzeti vzir, da jaz v nekem 30-dnevnem mesečnem ciklu nimam večjih težav, lahko s tem razen, če vam dvakrat mačka, ne, to je vse, kar me moti lahko, da grem naslednji dan laufati, ne, medtem ko pri ženskah pa vendarle ni tako, vendarle moraš poslušati svoje telo, ki ti sporoča marsikaj in te kdaj tudi malo vleče nazaj. Pa ja, čeprav jaz nisem zdaj nek analitik, pa da bom zelo ugotavljala, kateri dnevi mi paše, kateri mi ne, se kdaj počutim boljš, kdaj ne, zdaj je to zaradi menstrualnega ciklusa ali je to sam luna, to mi je dosti vseeno. Je pa res, da ne vem, jaz kot rekreativc ni možno, da se primerjam s kjeromkoli rekreativcem, pač moškim. To so recimo tudi z mojim možem razčistila, med dva pač počneva dosti podobne stvari, ne? Ampak nikoli ne tekmujeva med sabo, ker je nemogoče in se mi zdi, da če se pa neka taka tekmovalnost v nekem paru pojavi, je pa lahko to več škode kakor korist. Probava stvari početi skupaj, se prilagajati, malo enkrat en popusti, malo drugič drug popusti. In kar se tega tiče, se meni zdi, da res rekreativci, ne vem, vse je fajn na polmaratonu ali pa na maratonu, kakšnega deca prešteta, ne, sam zdaj, da bomo pa to dajali na veliki zvon, pa mislim, da ni potrebe. Še večkrat kot na polmaratonih, pa na maratonih ženske prehtevajo moške na ultrah, pa sem zdaj pomislil, da morda ravno zaradi tega, ker jim telo že tako ali tako daje več izzivov, pa so nanj bolj navajene, moški se pa morda začnejo prehitro jokati, ko ne začneš tihati, ne vem, v levem gležnju ali pa majhen za vratom, pa smo že vsi bogi in kar ne bi nerali nehali med tem, ko ste vi navajene marsikaj in ste zato tudi bolj, rekel, trpežne in zmorete kaj takega z večjim nasmeškom na obrazu. Ja, malo bolj smo trmaste mogoče, ja. Deci ste pa malo bolj tekmovalni, sem očitno tek mora biti, ali sej prav dejtek.
te razlike cenimo tako in jih pozdravljamo in upamo, da ostajajo take še naprej. Dajva nekaj razčistiti. Zdaj, v vseh teh tvojih športih, s katerimi se pečaš, kjerega bi pa vendarle dala, kar se tiče tega, da ga imaš najrajši na prvo mesto. Je to mogoče trail tek? Evo. Ja, ziher. V tem res uživam pač. V bistvu, no tudi tukaj nisem naredila, tudi tukaj nisem šla lehtek po stopničkah, kakor bi mogli ali kakorkoli. Jaz sem se pol po ta drugem pretečenem maratonu, sem pa rekla, ajde, pa grem probat trail. In nisem šla najprej, ne vem, na 40 km ali pa na 60, ampak sem rekla, ko pa če se prijavim kar na 100. In sem se. Mal ti zašvica prst na miški, ko klikneš prijava, sem se rekla, ma klient bom že, ne. Meni se zdi, da ne vem, no, tukaj sem se takrat fajn imela na tistih 108 kilometrih v Istri. Mislim, ta dan mi bo za zmeraj ostal v spominu, res sem se fajn počutila, res sem ga fajn odlaufala in siguren mi je, pač, ne vem, to me je ziher pol navdušilo, da sem ostala v tem. In da je to moj, pa bi rekla, prvi šport ali kva, prvi rekreativni šport. Do zdaj si rekla, da je bilo to vse skupaj zelo spontano, no, ampak vendarle, ko si z tresočo roko potrdila tisto prijavo, si se vendarle mogla zapičiti v glavo, zdaj pa moram majčkeno trenirati za 100 km, to pa ni več samo maraton. Ali pač ne, si vzela vse skupaj tako, bomo zmogli, vendarle. Moram reči, da takrat za tista stotka sem se pa kar pripravljala, zato ker se mi zdi, da moraš z nekim spoštovanjem na vsaka taka tekma iti, pa malček, da mora biti strah prej, ker če ne, nekaj ni okej. To je le toliko dolga razdalja, da pač ne moreš čisto predvideti, kaj vse se ti lahko zgodi, kako se boš čez cela tekma počutil ali kakorkoli. In jaz glede na to, da sem takrat bila še sama, imela sem ful cajta, sem se res pripravljala in verjamem, da sem tudi zaradi tega pol, kako bi rekla, ne toliko lahko, ampak toliko fajn prelaufala in se toliko fajn imela, zato ker je pač moje telo bilo na to pripravljeno. Takrat je malo drugače potekal moj klasičen dan, kakor poteka zdaj. Ampak verjamem pa, da sem si takrat naredila tudi ena fajn taka tekaška baza, na katera se zdaj lahko malo naslanjam in pač sam jačam tole ali kva. No, ja, to pomeni, ta tekaška baza pa že pomeni, ne vem, laufala si parkrat med tednom, pa si šla pa za vikend, ne vem, 50 km po hribih ali kaj tasga. Pa teh ful dolgih razdalj, pač jaz nisem nekaj delala tako zelo namensko. Sej sem jih, ampak ne vem, zjutraj jaz zmeraj pravim, da ne rabiš ne vem kakšne kilometrine delati, važno, da so noge navajene laufati, tako da sem zjutraj pred službo, ne vem, odlaufala 5 kilometrov, pa sem šla popoldne še malo laufati, pa sem šla iz laufa mogoče direkt v fitness, to se mi zdi, ali pa te intervalni treningi se mi zdi ful pripomorejo k temu, da je telo čvrsto. Pa sem šla še na kakšne vodene vadbe, pa sem jih daj kar 2 ure delala, zato ker sem imela lih cajt, in pa sem šla domov spat in sem imela res tak, kako bi rekla, 8-urni spanc, ki ga zdaj ni, in to se mi zdi, da je tudi ful pomembno, da se res naspima in da se telo regenerira. In pa se je tole ponavljali z dneva v dan, dokler nisem stala na štartu. No, in potem si stala na štartu, zdaj pa moraš to dirko moraš zdaj popisati. Šla si kot popolna začetnica na ultra trail, ko je na 100, stala si tam, pred tabo je bilo, ne vem, 20 ur kar zanimivih, vreme najbrž tudi izzivalno, trasa v Istri, jaz še nisem bil, pravijo, da je posebej zaguljena, da v Sloveniji take ni, no zdaj mi pa malo piš ta tvoj tekaški prvenec v ultrah. Pa, ko povem, vreme smo tisto leto imeli, to je bilo 2017, sem šla v Istro.
V Lovranu smo štartali, ne vem, polnoč, 10, ne vem, koliko je bila ura. Mene je bilo skozi strah, kaj ti da ta noč, ne? Ko bo naredila, bom zaspana ali bom ne vem kaj. In moram reči, da sem na štartu kar švicala, ker me je bilo strah, niti se nisem ogrevala, ker pa nisem sedela, kaj ne zdaj delam, ne se ogrevam, ne tam malo laufam, sem si mislila, pa sem še 20 ur laufala, ko zdaj čem. Tako da sem najbolj pijana, prestrašena miška tam na štartu stala in ko so rekli, da je štart, jaz zmeri začnem bel od zadnji, ker se zmeri bojim tega, da te ona začetna skupina potegne in se preforsiraš, jaz pa zmeri začnem zelo počas, pa če imam na koncu štrom, pa na koncu dam pač vse od sebe. In vem, da sem z enim takim strahospoštovanjem hodila v tisti kolon gor na Učka, zdaj se mi je celo malo prepočas, ampak generalno, kakor zdaj gledam, se mi zdi, da je to super. Zraven je bil tudi en kolega iz Idrijeka, sploh nisem vedela, da si prijavil in so v bistvu štartale skupaj. In sploh ne vem, meni je bilo skozi fajn, meni je bila noč fajn, razgled na Učki mi je bil fajn, topel je bilo, v kratkih rokavih smo bili skozi. V klance sem hodila, ravnin sem laufala, dokler se ni pol naredil jutro. In takrat sem bila pol že v Buzetu, kjer me je počakala spremljevalna ekipa. In tam v Buzetu sem dobila nek občutek, da je to pa že šlo, ne. In oni so me pol posuportali, najedla sem se, preobula sem se in pol so me čakali na postojankah, zvočnik, muska, malo smo plesali, malo smo govorili, par jih je malo z mano laufali. In ne vem, meni je kar letel, pol od Buzeta do konca, sploh se ne spomnim, res, fajn smo se imeli, pa laufali, to je bilo to. In pol sem pač v Umagu zaključila, pa ne vem, koliko je 17 ur, pa ne vem točno, no? Mislim, da je 17 ur pa neki. Sem rabila in sem rekla, to je zame, to sem jaz. Kar pomeni, če si ugotovila takrat svoje tekaško poslanstvo, si se potem začela ozirati še na kakšne druge dirke najbrž. Ok, potem je prišlo materinstvo, ampak nisi opustila želje, da greš še kaj takega. Ne, jaz sem itak že takrat se spomnim, ko sem se prijavila pač na tole 100 kilometrov, pa prideš tam v Umag prevzeti one štartne pakete in so pač tam zraven bili tudi oni, ko so šli na milje in sem se rekla, oh my god, milje, kaj to? Popolnoma nepredstavljivo in sem rekla, ko bom pa velika, pa bi pa tudi jaz enkrat šla na milje. In tu mi je bila zmeri taka velika želja in pa je spet prišel en dan, pa sem kliknila s tistim malo prešvicanim prstom. Zmeri se, koliko je prijav, nekako malo posvetujem s svojim možem, tudi on ima kar nekaj športnih izkušenj, se mi zdi, da je celo pač več kot jaz. In kada gre za kakšna taka stvar, je njihov odgovor, pa konc mi isti, Anča, dej, te suportam. In pa kliknem in pol je to ta proces in gremo v to. Pa navadi isti odgovor, tudi ko on meni pove, da je še njihov projekt, ki je mogoče še bolj ekstremen in reče, Mici, ti sam klikaj. Doma res nismo radi, tako da. Ja, niste za pečkari videl, badva, tako, kdor še ne ve, tam zunaj spoštovane. Anja je poročena z Iztokom Deželakom, Ici Mande, a se ga kliče, ne? Ja. Pred kratkim je zaključil z dvojnim Ironmanom, če se ne motim, v 25 urah, kar so številke, ki jih pač niti ne moram dati čisto v kontekst, ker ne znam zračunati, kako zgleda, 8 kilometrov plavanja, pa 380 kolesarjenja, pa dvojni maraton na konc. Noro, mislim, so podvigi tvojega moža, je bil zmeraj tako nor, že preden je spoznal tebe, ali je zdaj ta norost še dvojna? Seš ko, jaz ne sploh ne poznam tukaj ful dolg.
20. obletnice, pa to, 20. Siguren je bil, ja, zihar je bil nor, že preden sva se med dva spoznala, mogoče sva se zaradi tega pravzaprav sploh spoznala. Pol, ko sva se najdla na neki isti valovni dolžini, se mi zdi, da je pol to obrodilo sadove. V vseh pogledih, ja, te besede. Ja. Se pravi, on suportira tebe, recimo na določenih tekaških zadevah, ti tudi njega najbrž na njegovih Ironman in podobnih zadevščinah. Ja, itak, probam, če se le da. Sam si pravim, eno je suport na dan tekme, eno je pa, kako bom rekla, ta življenjski suport, ki mogoče še, ne morem reči bolj pomemben, ampak zelo pomemben, ker se ti na neka taka tekma pripravljaš, pa ne vem, se to čisto eni nasveti, kar se tiče, kaj se jim laufa, prehrane, ali je to samo varstvo tam malha, pač to je tak vsakodnevni suport, bom rekla, kaj je pri takih stvarih tudi nujen, no. Pravi, smatraš, da je to dobro, da sta oba mal ultra nora in da se razumeta, da potem lažje usklajujeta družinske obveznosti, kot če bi bil samo eden od vaju, recimo, pa bi se to usklajevanje vrtelo predvsem potem v smeri enega, ne pa obeh. Pa, ko povem, mislim, meni se zdi, da je to, da so oba, kakor si ti rekel, malo ultra nora, ali ko, ne vem. Predvsem je fajn zaradi tega, ker zastopa en drugega, ker vidva, da so pač take tekme nama motivacija, da je to ena želja in tako eno osebno zadovoljstvo, pol, kad te stvari daš čez. Ker vse za take stvari se moraš pripravljati in pol kdaj, ne vem, en mora malo popustiti, pa te drug, ampak zaenkrat nama je to kar v redu šlo. Moram tukaj pohvaliti tudi vse babice, ki nama velikrat pridejo na sprot, pa detki, pa to, ker brez njih si predstavljam, da bi bile take stvari še težje in sem jim tukaj hvaležna do neba in nazaj, no. No, lepo povedano, ja, lepo povedano tudi za vse zunaj, za vse pare, ki se usklajujete. Ja, včasih je lažje, če sta oba v istem štosu. Potem kakšne stvari ni treba vsaki znova razlagati, ampak se vejo že same po sebi, ne, in se temu zadeve prilagajajo. Je vajen sine, ki najbrž vaju tudi spremlja na teh podvigih, tudi že kaj navdušen nad dosežki očeta in matere? Ko povem, on je ta moment navdušen nad basketom. Mi dva itak, da ne vem po komu, to mi nisem, ne vem sploh, da me to predstavil, ampak predvsem mičemo na koš. Zdaj, koliko je navdušen nad najmi dosežki, po moje se jih zdaj še itak sploh ne zaveda, še premečken. Mogoče mu sam probava predstaviti ta način življenja, pač veliko nekako je povezan s tekom, hoja v hribe, kolesarjenje pa te stvari, ampak fulha pa nočeva forsirati v nič in recimo ta moment on obiskuje plesne, pa pač basket špila, ne, in nama se zdi to super in zaradi mene, če bo violina špilal ali pa karkoli, sam bi se ima fajn, neč ga nočeva forsirati v nek šport, ker lahko to polno tudi kakšen kontraefekt doživino. Tako da bo počel, kar mu bo fajn. Tudi če ne laufa, pa tudi če ne v kolesaru pa plava. Mogoče bo mami še bolj zadovoljna. No, ja, ne vem, če v maju imela to srečo. Gledam, da gene, ki jih ima mladenič, se slej ko prej zna pokazati, da ima tudi on kakšne ambicije presegati, kakšne meje, ampak pustimo stati. Meje bomo presegali še nekaj časa. Mi starejši, recimo, kar si jih bomo postavili, ena od meja, ki jo ima, recimo, poprečen tekač, tudi da bi šel enkrat na nek ultra trail, pa če koj sam 50 km, kar je več kot maraton šteje. In ena od možnosti v zadnjih 2 letih je bila iti v Idrijo, na HG Trail, ki je bil eden redkih, če ne kar edini, ki se je obe 2 sezoni obdržal na koledarju, ostali so prestavljali, povedvali, ker so pač padali v spomladansko jesenski koronski čas.
No, ta trail se je začel leta 2019, v času, ko so začeli traili res pridobivati na popularnosti v Sloveniji. Zakaj misliš, da je tako? No? Zakaj misliš, da so traili v Sloveniji najbolj vroča stvar v zadnjih nekaj letih? Zdaj si mi pa dal vprašanje, kjer pojma nimam, zakaj so ratali tako dobri. Mogoče se mi zdi, da je ta trail eno tako naravno gibanje, no? Ko vsak posameznik nekako lahko svoji. Mogoče ni zdaj recimo kar nek maraton, ko držiš tam tempo od začetka do konca, ampak to pomeni malo hoje, malo teka, malo postojank in je tako zelo prijazno. No? Tudi za tiste, ki se mogoče ne čutijo neki vrhunski tekači ali kakorkoli, se na kakšnih mogoče krajših razdaljah lahko doživijo vse to, kar mogoče nekdo pa na nekih malo bolj ekstremnih ali kakorkoli. In tudi tukaj dosegajo polene take mini samopotrditve, kar se mi zdi, da je pa tudi prav, pa fajna, ne. Sej konec koncev tele meje so dan šle čist izven nadzora, tele kilometri so ratali brutalni in ko povem, ni rečen, da mora vsak prelaufati 100 kilometrov, daleč od tega. Sam, če se ti zdi, no, sam, če imaš želja, pa tudi, če nimaš, je vse okej. Nekomu predstavlja pač izziv 10 kilometrov preteči, enemu 50, enemu 100 in ti meje se pol počas premikajo v naših glavah ali kakorkoli in vse je v redu. Ne bi se mogel bolj strinjati s tabo, ja. Morda se zdi, da živimo v časih, ko preteč maraton pomeni, da nekaj delaš popoldne, naslednji dan greš pa pač po na 100, ampak ni temu tako, ne, vse razdalje, vsaka razdalja od 5 km, od kakršenkoli tek za nekoga lahko predstavlja spoštovanja vreden cilj in seveda spoštovanja vreden dosežek, jasno, da laufati samo 100-milske ali pa sam špartatlon, da danes nekaj šteje, ne drži, jaz se strinjam s tabo zelo in če so prej omenila HG trail z najlepšimi razgledi, mislim, da se imenuje, me boš popravila. Na čigavem zdevniku je zrasla ta ideja? Ja, v bistvu jaz sem pri HG trailu sodelovala, zdaj 3-krat smo ga izpeljali, jaz sem pa sodelovala kot koordinatorka dogodka. Ideja ni zrasla na moj Zelenku, jaz sem bila zraven ekipo povabljena na začetku kot grafična oblikovalka, da bom malo naredila kakšen plakat, kakšen flyer, pa te stvari, na koncu sem delala to, pa še vse drugo. Tako da ideja je bila od pač direktorja Jure Dahantarja, ki je zraven povabil ekipo, in med tiste množične ekipe, ki smo sedeli na začetku, smo na koncu stali 3, ki smo sfurali ta projekt. Se pravi, 3 leta zapored. Ampak poznaš pa v drobovje zdaj, ja, organizacijo, recimo take prireditve. Dejva za kakšnega lajka tam zunaj, ki večinoma hodi po teh dogodkih, pride, se prijavi, poje, kar se da na pričevalnicah, odleži na masažnih mizah v cilju, spije 2 pira in gre domov. Povedati, kako pa recimo zgleda organizacija prireditve za nekaj 100 ljudi ali več v hribih. Ja, pač naša prireditev, moram reči, da je zdaj skozi leta rasla in to se mi zdi tudi prav. Ne moreš ta prvo leči kar nekega vrhunskega dogodka, pač tudi kot organizator moraš rasti, ne. Zelo pomembno se mi zdi, da se sam tudi udeležuješ dogodkov, s katerih pa bom rekla malo kopiraš, vidiš, ko je fajn. Moram pa reči, da za nas je zmeraj bila želja, da vsak tekmovalec, ki pride, se ima videti čim bolj fajn. Ne zdaj tam to, a bo pretekel, ne vem, 14 km, a bo pretekel 50, važno je, da si bo ta dan zapomnil in da se bo videti še kdaj rad vrnil. Da mu predstavimo vsa ta lepa narava, da mu predstavimo šlikrofe, pa da mu predstavimo vse te fajne ljudi, ki so videli doma, ne. In jaz sem za ta izkušnja ful hvaležna, zato ker se mi zdi, da pol kjerkoli dogodka se udeležiš, tudi vidiš z enimi drugimi učkami, koliko je enega truda, koliko je enega dela za vsem tem, ker bodimo realni, največkrat so najbolj glasni tisti, ki kritizirajo. Tiste kritike so zmeraj najbolj glasne, pohvale tudi, če sta se zmeraj malo bolj tihe.
Ampak ja, pač delo organizatorja ni samo en teden pred tekmo, ampak organizacija je praktično cel let, ko se zaključi en dogodek, se že začnejo plani in delo za naprej. Je pa tako, da si ena taka dogodka, ena taka organizacija brez številnih prostovoljcev, bom rekla, to si je nemogoče predstavljati. In v Idriji imamo ta sreča, da so neverjetni ljudje, stopijo skupaj za tak dogodek, njim problem pomagati, njim problem si vzeti cajt in to je tako neprecenljivo. Taha dogodka si tudi ne moreš pač predstavljati brez sponzorjev, ki ti nasprot pridejo, zato kovali, da se za take stvari pač pomembne tudi finančne sredstva. In meni se zdi, da se je Idrija izkazala za ena taka dobra trail luknja, ali kaj naj rečem. Se mi zdi, da zna Idrija skupaj stopiti. In da ta dogodek prav Idrija rab, ali kako bom rekla. Zdaj je bilo že 3 leta zapored to tudi združeno z enim drugim dogodkom, to je praznik idrskih žlikrofov. In se je ful lušen povezoval, športni dogodek, kulinarični dogodek, obiskovalcev je bilo dosti in kakor sem jaz slišala, so bili odzivi zelo pozitivni, no, in tudi nam kot organizatorjem je to bilo ena taka potrditev, no. In veliko zadovoljstvo, zato ker tukaj se oddela nešteto prostovoljnih ur in poti kdo reče, a se to sploh splača, kako se ti to ljubi, ker je tudi kakšna neprespana noč zaradi tega, pa tek. Ampak, ko greš čez Idrije, pa ti vsak te drug reče, zakon trail je bil, zakon dohodk je bil, veš, da ima to v spominu, da so to ti momenti, ki si jih zabeležijo in pol podčrta rečeš, ja, to je vredno. Bravo. Super, jaz marsikakšnemu tekaču, ki mogoče včasih odmahne z roko, to bi se pa dal boljš narediti, predlagam, da če ne organiziraš že sam, pa naj se priključi kot prostovoljec in taki dirki, pa bo mogoče videl, da vse stvari niso samoumevne, no, in da za nekaj, kar zgleda zelo enostavno, potem v praksi je treba ure in ure planiranja in tudi samega dela, no, tako da. Pa še ena stvar, jaz se mi zdi, kar si povedala, je zelo pomembno, in pri trail sceni se to še bolj kaže, morda bolj kot v cestnih tekih pred 10-20 leti. Trail teke praviloma organizirajo tekači sami, trail tekači. Pri cestnih tekih to ni bilo navada in to se tudi vidi pri pristopu, pri organizaciji sami, pri prostovoljcih, pri sami, rekel, klimi, ki vlada na teh prireditvah, no. Ja, definitivno, no. Se pravi, meni se zdi zelo važno, da se ti kot organizator tudi udeležuješ dogodkov, podpiraš druge dogodke in se pravi, zbiraš tiste dobre stvari na enih prireditvah in jih probaš pol aplicirati na svoj dogodek. In jaz si mislim, da itak vsak let so še možnosti za izboljšave in sigurno kakšna kritika je zmer tudi dobrodošla, ker če ne pač ne bo nadgradnja, ne, tako da kritike morajo biti, ne, in pravim tudi zmer, da tiska dela tudi fali in če gre kaj narobe, tudi to je sestavni del tega. In ja, mislim, da je pa ena zelo pomembna reč tudi, kaj mogoče na HG Trailu se malo izgublja in to je uglašenost organizacijske ekipe. In če tukaj noter vse naštima, se prej ali slej začne odražati tudi na ven, kar je, bom rekla, zelo žalostno. Organizacija je lahko ena sama žurka, bom rekla, če se na kupu ta pravi ljudje, ki mislijo isto, na kjer se lahko zaneseš in bomo videli, če se bomo videli kaj uglasili, no, nisem pa čist ziher. Ja, če tukaj lahko čist opombo dam k tem, kar si povedala, jaz sem v organizacijskih vodah zadnjih 15 let, pa povem, da so iste težave imeli tudi mi, mislim, da jih imajo vsaki društvu, organizaciji, ki nekaj počne. To je evolucija, recimo, ali prireditve samega dela, no, slej ko prej, ja, nekateri pridejo, nekateri grejo, ljudje dozorijo na koncu koncev.
Ampak ja, no, vsej koncev jaz mislim, da ljudje v osnovi z istim ciljem na koncu najdejo tudi skupni jezik. Točno to je važno, se mi zdi, da imajo pač ljudje v glavah isti cilj, iste želje in pol zadeva, ja, obrodi sadove. Če ne pa, kakor si rekel, ja, se pa verjetno kaj zamena, spremeni, predrugači in tudi to je za nekaj verjetno dobro. Tako ja, tudi kdaj kakšna sveža moč, kakšen svež pogled ne škodita. No, zdaj HG trail, HG najbrž po kemijski znaki živega srebra, ali kaj drugega vzadi, ja. Ne, to je to. Proga najbrž ne gre skozi Rudnik, ampak gre pa morda čez Rudnik. Itak je pa Diderje ena sama luknja, da gre kjerkoli hodiš, je pa tava Rudnik. Temu se ne da izogniti. HG trail ima pravo ime. No, Anja, glede na to, da si v Idriji domača na HG trailu, si morda prelaufala vse 3 razdalje, 14, pa 27, pa 50 že lastonožno? Ja, jaz sem ne na tekmi, ne na dan tekmi. Na treningu. Ja, to pa sem. Tudi kar en par ljudi sem spodbudila, da grejo sprobati to 14-ko in to mi je pa res najboljš, pač zmotivirati nekoga, ker ni trail tekač, da se prijavi na 14-ko in preteče in pride cel zadovoljen na cilj, to mi je pa najboljš potrditev. In da se ima še fajn. 14-kilometrski trail se imenuje Čipka trail, Anja Čipka dela reklamo za Čipka trail, na ključi ni. Srednja razdalja se pa mislim, da imenuje Bergmandel trail, je tako? Ja, Bergmandel, 27-kilometrska razdalja, višincev spet si preberite na spletni stran, koliko se jih premaga. No, ampak jaz sem Bergmandel, izraz Bergmandel prvič slišal ne v Idriji, ampak v Zasavju. In sicer to je tak rudniški izraz za nekega škrata, menda, ki nagaja rudarjem. A je tako? Ja, točno tako. Sam zdaj ne vem, ali v Idriji je Bergmandel, v Zasavju je ne vem, v osnovi je to res škrat, okej? Da imamo reči kar škrat. Variacije na temo škrata iz rudnika. Tako da sem se potem spomnil, sem rekel, ta povezava sigurno obstaja, pa Anja je zdaj doma v Zasavju, sigurno poleg poznavanja idrskih lukenj in gričev, zdaj dobro pozna tudi trbovljske, zasavske in tako naprej. Tam tudi najbrž zdaj večino časa tečeš, tekljaš, raziskuješ, hodiš. Ja, počas pač spoznavam tele trbovske hribe, zdaj celo se že malo orientiram, včasih se tudi malo zgubim, pa prijem vsem domov, kar je tudi okej. Sem jih pa prvič sem v bistvu idrske, trbovske klance spoznala na Knap trailu, ko sem se ga udeležila. To je bila pa tekaška prireditev, ki je bila zmeri prvi vikend po novem letu. Se pravi, tak zimski trail je bil. Pa ne vem, kolikrat zapored sploh je bil organiziran. Jaz tisto leto, ko sem se ga udeležila, to je bilo, mislim, da 2017, kakor priprava za na Istro in sem rekla, če bom tale Knap trail šla čez, pa bom šla pa tudi Istra čez. In ko smo stali na štartu, vem, da je bilo -10 stopinj, pred nami je bilo še 10 ur laufa in mislim, nič kaj zavidljive razmere, no. Ampak šlo je pa čez, to je pa ta glaven. No, ja, spomnim se objav, ja, imam nekaj tekaških kolegov tam dol iz Zasavja, ki so objavili tiste fotke, ko iz Sibirije, ja, noro, ampak poseben občutek verjamem, da je, vsaj vroče ti sigurno ni, tiste dodatne rokavice, ki jih najdeš pa v žepu, ne jakne, pa zmer prav pridejo. Ja, pa oni hrelci za rokavice, to so bili ključni. Tisti grelci za rokavice, pa še za kam drgem, pol na konci, ja, kaj vroče, kaj neko je mrz, kaj popasje. Kateri letni čas je pa tebi recimo najbolj všeč, evo? Itak, da mi je poletje. Poletje, pomlad, to mi je, ne vem, pač čeprav, pa kaj povem, meni so vsi letni cajti cool, nimam zdaj tak, da pa rekel, sem poletje je zakon, sem zima je zakon, vsi letni časi so lepi in imamo sreče, da imamo vse 4 letne čase in jih moramo vzeti
take, kot so. Ja, posebej v lanskem letu, ko zaradi korone pač se ni dalo iti po svetu, pa so ljudje začeli odkrivati lepote Slovenije, pa lepote slovenskih hribov. Hvala Bogu, jih lahko. Ja, in marsikdo ima še zdaj velike oči, ker mu ni bilo jasno, da je cel življenje zahajal ne vem kam, čez mejo, pa v daljne kraje, pa ugotovil, da v Sloveniji ima za 3 življenja dost materijala za obdelati, pa za prehoditi, pa za prelaufati in tako naprej. Jaz sem lansko leto recimo hodil malo virtualno s kolegi, smo hodili po teh trailih, ki jih ni bilo, no, in na ta način spoznali terene od Vipave do Maribora, od Kranjske gore do tudi Zasavja. Edino v Idriji nismo bili, no, s čez smo se pelali, ko smo šli v Tolmin, se spomnim in smo se takrat pogovarjali, ja, mogoče pa naslednje leto pridemo sem, ko nam bo tale navigacija dokončno odpovedala tam, pa res ne veš kam zaviti, pa pač tam ostaneš, gostilne je bolj malo, je pa zato več ali pa sploh ni. Ali pa sploh ni. Vseeno, ja, naslednje leto pa zdaj že moram priti v Idrijo pogledati. Tudi Žiga X Gombač mi je delal reklamo za tale vaš dogodek tam. On je tudi špiker bil tam, a ni bil na vašem dogodku. Ja, mi smo že kar malo za svojega Žigata vzeli. Se mi zdi, da je tudi on en tak prvi mikrofon HG Traila je on. Prvi medijni mikrofon HG Traila in si brez njega dogodka v bistvu sploh ne znamo več predstavljati. Bravo, to mu bo všeč, če bo poslušal. Sej, ko so se pogovarjala takrat pred časom, je tudi tebe omenil in te eden izmed mnogih tudi predlagal za gostjo, no, tako da tudi to je prevagalo. Tako da Žiga, hvala še enkrat za predlog. Pozdravljava te oba dva. Vem, da ti bo zdaj žal, on ima tudi en podcast zdaj in zdaj mu bo žal, on ima zdaj podcast pri Extreme Vitalu in zdaj mu bo pa žal, da sem te jaz prej povabil svojega, konec svojega. Evo, Žiga, sorči, še vedno si pa prvi mikrofon HG Traila. Evo, to ti postaje. Tle te pa ne moram prehiteti. Prej so govorila o tvojih bodočih podvigih, pa 100-milskih izzivih. Pol pa gledam, brskam po teh trailih, pa zdaj ima že skoraj vsak trail tudi kvalifikacijske točke za UTMB. Ja, zdaj te kvalifikacijski sistemi so že kar zahtevna matematika, ampak vseeno, UTMB, 100 mil, to te vleče. Kako pa ti veš, da me to vleče? Skozi najmen pogovor sem ugotovil, da te morda te švicarsko-italijanske Alpe vendar le privlačijo. No, povej kaj več, evo. Ja, guilty, ja, priznam, vleče me. Rekla sem, da če bom, jaz si vseeno mislim, da te 100-milske preizkušnje pa ne izve noben narobe ne vzame. Jaz mislim, da to ni zdravo za početi prevečkrat. In jaz sem rekla, da moj domet je 100 kilometrov. Če bom pa še kdaj pretekla milje, si jih pa želim preteči na pač UTMB-ju. In če bom to dosegla, bom ful vesela, če pa ne bom to dosegla, bom pa tudi vesela. Ni zdaj to moj tak, kako bi rekla, življenjski dosežek, ki moram narediti klukta ali kakorkoli. Če bo, super, in če ne bo, tudi super. Tako da načeloma zdaj po teh, to se sploh ne vem točen, kaj vse rabiš za prijavo, koliko pik točen. Jaz kar laufam te stotke in si želim zdaj, da bom imela dosti pik in da se bom pol prijavila, moram si pa še vse prebrati, pa pozanimati, pa to. Mogoče bom Petra Maco, kako je vprašala, on ima neke meze, pa je, da je bil že tokrat tam. On ima po mojem že kakšno tisto kartico, ker zbira pike, pike za te svoje udeležbe. Ja, to res želim naenkrat sprobati, če bo šansa. Če pa ne, pa tudi v redu. Fajn je, všeč mi ta pristop, ja, vesela si, če všla ali pa če ne všla, tako da, evo, probite. Ni izbire. Zapopast življenjsko filozofijo Anje Čipke, pa ste veseli lahko ves čas,
ali pa kot Ja, Anja. tudi prej, ko si omenil, kako je bil čuden ta koronski čas, ker nikamer nismo mogli. Vsi so ful jamrali, ali pa vse tekme so odpovedovali, ali pa ne vem kva. In se spomnim, da so enkrat zici tam sedela pri kosilu, pa je rekel, dejko pa, če se me dva spomnil, ker tak en osebni tist projekt, ali pa neki, pa naredil, a ne mesteh tekoma, ne. Pa si jaz rekel, ok, pa ko imaš kaj v mislih? Pa je rekel, ko pa ta Everesting pa to? Pa si rekel, kaj je to? In je rekel, pa ja, špolk ali kolesar ali pa hod pač na pač en hrib. In pa je rekel, ja, lahko se celo peleš dol, pa spet hodiš. Je rekel, no, sem med dva vozila se dol. Da si rekel, tak, da ne. In on je to v bistvu preden mi je predlagal, kakor jaz ne poznam, je že tako vseeno študiral, ko bi pa kam bi šla in so se pa odločila, da so naredila Everesting na Kum. Se pravi, da so 9-krat mogla iti na Kum pa nazaj in so si v bistvu tist koronski čas, ko ni bilo nobenih izzivov, pa tekem, so si med dva naredila ena taka družinska, ni bila tekma, popotovanje, dopust, družinski aktivni dopust, Everesting. In je bilo ful fajn, no. Prišli so tudi prijatelji, pa smo se kakšen vzpon z nama naredili in zelo, zelo luška. No. Nismo bila najbolj hitra, nismo bila najbolj počasna, smo pa zborbala. No, za tiste, ki ne veste, kaj je to Everesting, premagati je treba višinskih metrov za en Everest, 8848 metrov, to se pravi 9-krat na Kum, na Zasavski Triglav, kjer Jurija Višincev premagaš pri enem vzponu. Evo, vidim, da so to naredila 9-krat. Ta Everesting, odkar so se dirke začele, je zdaj kar malo padel na popularnosti, ampak ja, so pa to... Ja, prej bil pa to prav tak boom. Vsak 10 je delal Everesting in ure so padale in rekordi so se podirali. Med dva niso postale rekorda, so se imela pa spet fajn. Kako preživeti recimo skupaj 24 ur, ja, zberite si Everesting ali pa pejte na 100-milsko, 100-kilometrsko dirko. Tako, a ne? To je aktivni dopust. Aktivni dopust. Evo, Anja Čipka pravi, edino ona lahko to reče in všeč mi je ta slogan, ki sem ga videl neki tabli, nek si jo držala, ne bodi čipka. Ne bi čipka, ja. Ne biti čipka, ja, da si pa lahko to interpretirate, kar si hočete. Ja, Anja, ki je čipka, lahko to reče, ostali ne. Tako, evo, in vas povabi na kakšen tak izziv, na aktivni dopust ali pa kaj takega, vas motivira in spodbudi. Ves čas omenjaš te skupinske vadbe, to imata z možem en center, kjer se to dogaja v Trbovljah ali še kje druge? Ja, mož ima že, pač ne vem koliko, 10 let že vodi tele vodene vadbe, športno društvo ima v Trbovljah in 3 leta nazaj sem se tudi jaz priključila in vodim svojo skupino in v bistvu čez cel teden ponujajo vadbe od ponedeljka do četrtka, lahko mihajo z nami in se imajo fajn. Evo, zdajle pričakuj naval novih kandidatov, ki bodo prišli vaditi. Ja, bo treba telovadence zvečati, ali več terminov razpisati, ali ko bomo naredili. Nekaj bomo. Ni problema. Za enega se zmer še najde plac. Tako da, evo, slišali ste povabljeni Kanji na skupinske vadbe, pa če zdržite njen tempo, evo, boste morda kdaj naredili tudi še kaj na trailu ali po teku. In tako naprej. Tale urca, četrt pogovora nama je takole hitro šla. Tle pri nas zunaj že sonce sveti. V Trbovljah isto. Sonce sva naredila. Naredila sva sonce z najnim pogovorom. Naredila ga bova tudi najnim poslušalcem, ki bodo to poslušali zdajle, rekel, zadnjih 10 dni pred Ljubljanskim maratonom, pa potem so še traili na vrsti, vem, da je bil Pavi še kasneje trail, pa na obali in tako naprej. Boš ti letos... In ne veš, prav na oba grem? Hotel sem te vprašati, če na kjerega v teh, da greš, na oba greš, na kjer razdalje pa greš? Na Vipavo grem na 100 kilometrov. Spet zaradi teh pik za UTMB, pa ko vem. Pa ostale prijateljica Kristina so se zdaj ulovile in hodila skupaj po tekmah in to je en tak babi žur, 100-kilometrski babi žur in ko mi čakam, tako da ja, na obalo grem pa na 30. Tudi ne najdaljšo, ja.
zelo kmalu po Vipavi, en teden po Vipavi se mi zdi. Ja, na obali več, ker mislim, da 30 dni imajo, ja, se verjamem, da je še drugače več. Ja. Pa tako, en teden po Vipavi, ker pa forsira še 100 kilometrska, pa zakaj so kolena odpovedala? Ja, no, kolena imamo zato, da jih uporabljamo, pravijo vsi najboljši spustaši in podobni. Kaj pa recimo, vem, da spremljaš to trail pa ultra sceno pa tako naprej, kaj pa kakšni pa, da imaš nore ideje, Everesting si umela, kaj pa kakšno prečenje slovenske planinske poti, kar počnejo zadnje čase fantje in dekleta, kar po tekočem traku v kosu? To bi pa jaz kar kolegici Kati Keglovi Venclovi prepustila tale prečenja za enkrat. Me še ni zagrabil. Za naslednje leto imam malo plana se spet v triatlonu malo probati, da malo zamiksam, da ne ratalo vse preveč, eno lično. Bomo videli, tale SPP me pa še ni zagrabil, no. Mogoče njim toliko dopusta, sem le sam svoj šef. Ampak, ja, no, biti sam svoj šef ima cel kup svojih slabosti, po drugi strani ima pa tudi svoje prednosti, to tudi ti že počneš kar nekaj let, pa verjamem, da ne bi zamenjala te svoje freelancerske službe, kljub temu, verjamem, da moraš spraviti svojo plačo skupaj z lastnim delom, včasih tudi morda malo teže, kot pa kdo v kakšni korporativni službi, ne bi zamenjala te pozicije za neko pisarniško delo v neki veliki stavbi, nekje sredi Ljubljane. Pa zaenkrat ne, no. Zaenkrat ne, sicer pridejo tudi, kakor se tale freelancer life dobro sliši, so res težki momenti, ki jih mogoče ne objavimo na Instagramu pa na Facebooku, pa se pa pol to ne obstaja, ne. Je kdaj kar preklet zajeban, ampak se mi zdi, da je to te malo prisilno, da si skozi v enemu pohonu, da skozi malo mihaš in zaenkrat mi to kar zelo ustreza, no. Ja, tudi meni in zato imam čas te takele zanimive pogovore sredi delovnega dopoldneva opravljati z res zanimivimi gostjami. Danes je bila z mano spoštovane v 64. epizodi podcasta Zagoreti za tek Anja Deželak, Čipka. Zdaj boste vedeli točno, kdo to je, ko jo boste srečali v Vipavi, pa na Obala trailu, pa na Hage trailu, pa ko boste prek računalnika spremljali UTMB, ker se sami tja niste uvrstili, pa boste njo lahko trekali, ja, ona ve, kaj hoče, vi boste mogoče potem, ko boste tale pogovor poslušali. Anja, morda čisto za konec, kaj sva morda še pozabila, kaj lahko položiva na srce, evo, najnemu tekaškemu, pa tudi še ne tekaškemu občestvu. Velikokrat si povedala, treba je zadeve zajemati za polno žlico, z veseljem, z nekim optimističnim pogledom, ker tudi, če se ne izide, se lahko izide na drug način. Dajva še kakšno spodbudno misel za konec. Ja, spodbudna misel za konec. Jaz probam temu slediti, ampak ne vem, če mi čisto zmer rata. V glavnem, tale naš life je realno čist prekratk, da bi komplicirali. Okay? In vsaka stvar, ki vas vsaj malo mika, je dejte sprobati, pa ne se preveč sprašovati, bo šlo ali ne bo šlo, vse boste pa vedeli, lahko da ne bo šlo, lahko da bo pa šlo, pa se boste imeli fajn. In jutri nas lahko že ni več in ko bomo pa se sekirali ali ko, no, tega delali, ne? To je sigurno misel, deva. Anja, kje te lahko zainteresirani recimo sledijo? Se vem, da na malo socialnih omrežjih, ampak vendarle si prisotna in svojim rekel, privatnim in poslovnim življenjem. Evo, dajva še to povedati. Pa ja, sledijo mi lahko na Instagramu, na Facebooku, imam tudi svoja spletna stran, to je predvsem ta poslovni del oblikovanja, pa to je čipka.si, www.čipka.si. Kadarkoli me lahko tukaj zrakav, moja telefonska številka objavljena povsod, tako da skrivati ne morem več. Tako da mislim, da tisto, ko bi me rad najdel, me že kar najde, no.
Super povedano. Evo, vse ste slišali. Anja vam je povedala, če vas še kaj zanima, jo kar kontaktirajte. No, rada govori, je rekla, rada odgovarja tudi na sporočila in vse ostalo. Zdaj, hvala ti, Anja, no, res sem se zabaval tole urco 20 skoraj. No. Super pogovor je to bil. Vse sem razumel, ne bo treba pod napisal. Okay. Kdor ni, bo pač poslušal dvakrat. In za konec, ja, se boš pa čisto pristni idrščini poslovila, pa še kakšno povedala sam za to, da morda pa ne bom razumel vsega. Ne? Zdaj si pa daj duška, nič se narabaš truditi. Če pa ne vem, kaj povedati. Pa itak zdaj se že malo trudim, da ne hovorim čist pa jedrsko. Če bi pa zdaj vklopili pogovor z moja mami, pa nas pa ne bi pač razumeli. In tudi mož prav, da med vas je predvsem zato tako dobro razumeva, ker itak 3/4 stvari našteka, komu govorima. In mogoče je tudi to. No, ena prednost, če imaš ena idrska zjala doma, ne? To sem hotel slišati, ja, to sem se včeraj napisala, idrske zjale, evo. Ja, idrske zjale, ja. To je to, ne. Kdor ve, kaj to je, ne napiše spodaj v komentar, ja, in za nagrado dobi en like, en kudos, na vsak način. Anja, hvala ti, maham v Trbovlje. Jaz pa maham nazaj. Hvala tebi, da si me povabil. Verjetno je bila to ena taka enkratna izkušnja čipke v podcastu. Jaz sem se zadnjič res na glas se smejala, ker ste to message dobila, ker ne vem, po moje 14 dni nazaj sem se z Gombačem pogovarjala o teh podcastih, ki me res običajno niso zanimali. Zdaj si jih tek med službo, kdaj zavrtim. In ko sem pač poslušala tvoj podcast z Juretom Koširjem, ki je bilo tek pač, moraš poslušati tudi svojega moža, sem malo človela za par momentov, da sem ti šla do konca, prevrtela in malo za tem, da bi jim to povabila. In sem tako, 1 ura v 4 ure ščipka, svaka čas. Ko pa kaj povedala, je pa druga. Na koncu, ja, se te komaj da ustaviti, bi lahko rekli. Ja, prav tam imam še seznam, veš, ko sem si pa naredila. Izpisala sem si vse svoje cajte na raznih stvarih, ker sem se prav bala, da me boš to vprašal. Jaz nič ne vem, koliko sem kilaufala in evo zdaj. Tukaj imam prav seznam narejen za vsak slučaj, da ne bi spadla zabita. Zdaj se veš, koliko si šla, ne, če nikoli nič prej vedela. Ja, obetla si ga bom tukaj. Hudiča, a to sem tudi laufala, ja, dobro, všeč mi je. Dobro sem šla. Draga Anja, odločitev je bila očitno prava, tole je bil res zabaven pogovor za tale konec oktobra, zdaj si me motivirala, da danes kljub temu, da sem rekel, da ne bom šel laufati, vmes bom poslušal tele najne izmišljije, no pa ponavljal bom pač tiste idrske besede, ki sem si jih danes naučil. Če zaradi tega, da ko se naslednjič srečava, da te pozdravim idriščini, ti pa prosim, čist za konec, najne gledalce samo pozdravi po idrsko. Srečno! Srečno! Anja, hvala, lep pozdrav! Hvala tebi!